Ob zaključku obnove vaškega vodnjaka in postavitve vodne učne poti je potekalo v petek, 9. aprila ob 15. uri slavnostno odprtje s kulturnim programom, ki so ga pripravili učenci osnovne šole Pod Goro. Občina Slovenske Konjice in krajevna skupnost Konjiška vas sta skupaj s Heliosovim skladom za ohranjanje čistih slovenskih voda in Ministrstvom za okolje in prostor obnovila vaški vodnjak in postavila vodno učno pot v vasi Prežigal. Vodni vir za obnovljeni vodnjak se nahaja na bogatem območju kulturne in naravne dediščine, kjer se srečamo z večstoletnim nižinskim gozdom hrasta Doba, ki se je ohranil ravno zaradi visokega nivoja podtalnice. Spoštovane gospe in gospodje, krajanke in krajani Prežigala, cenjeni gostje. Poglejte, na marsikateri otvoritvi smo se že skupaj veselili, pa vendar, ko nekako primerjam današnjo in pa jutrišnjo, se v vrednostnem smislu ne moreta primerjati, kajti nekaj 10 tisoč evrov ali pa nekaj milijonov evrov je vrednostno velika razlika. Pa vendar smo danes lahko toliko bolj veseli, kajti odpiramo obnovljen vodnjak. Marsikje imajo odprtje šole nove ali pa obnovljene. Novega vodnjaka oziroma obnovljenega vodnjaka pa ne srečate v vsakem kraju te naše lepe Slovenije. Še posebej ima ta obnovljeni vodnjak simbolično vrednost, kajti voda, vsi poznamo ta rek, voda je vir življenja in pravzaprav so se naselja, se je življenje odvijalo v preteklosti, predvsem tam, kjer je bila v bližini voda. In če dobro pogledate na zemljevid, vsako malo večje mesto spremlja tudi reka. In večje je mesto, nažalost, toliko večja mora ta reka tudi biti, da pomaga odplakniti v naravo vse te pridobitve civilizacije. In ravno zaradi tega, ko sem uvodoma rekel, to današnje odprtje tegale vodnjaka ima simbolno vrednost predvsem v tem, da se vsi skupaj, predvsem pa tale generacija osnovnošolcev, ki jih vidim na desni strani, trudi ozavestiti sami sebe in svoje znance, prijatelje, da spremenimo odnos do narave, da bomo znali biti hvaležni za vse to, da nam pravzaprav nudi možnost preživetja in da bomo na koncu koncev kolikor toliko neokrnjeno naravo prenesli tudi tistim, ki sem jih tamle videl v otroških vozičkih. Ravno zaradi tega bi se rad zahvalil prvi vrsti družini Furman, da je omogočila dela na tem vodnjaku, kajti stoji na njihovem zemljišču. Marko Ciglerju, neumornemu predsedniku krajevne skupnosti Konjiška vas, za idejo in za veliko ur dela, takšnega ali drugačnega, da je ta projekt uspel realizirati. Podjetje Helios DD, naši strokovni sodelavki Mariji Brecl, ki je z naše strani bedela na tem projektom, in pa seveda vsem tistim, ki so vsa ta dela izvedli in omogočili, da se danes veselimo tukaj na Prežigalu. Vodna učna pot Prežigal je odličen način predstavitve naravnega okolja in njegovih posebnosti, še posebej redkih in zaščitenih vrst. S prisotnostjo takšne poti se poveča kvaliteta okolja, v katerem živimo, in s časoma le ta postane vrednota. Je v zloženki, ki predstavlja vodno učno pot, zapisal Marko Cigler, predsednik krajevne skupnosti Konjiška vas. Spoštovani zbrani, veliko veselje nam je, da smo se danes zbrali tukaj v vasi Prežigal ob zaključku obnove vaškega vodnjaka in postavitve učne poti. Želimo, da skupaj preživimo prijeten del popoldneva. Vas Prežigal je dejansko zgodovinsko zelo trdno vpeta v to okolje, saj je bilo ime Prežigal zapisano prvič že leta 1387, pred 623 leti. In vse skozi je življenje v vasi Prežigal in tukajšnje krajane odlikovalo trdno, vztrajno življenje, ki je na nek način oblikovalo celotno podobo. Vas Prežigal je bila zgodovinsko v preteklosti na nek način tudi povezana z svetom.
Neposredno v bližini vasi Prežigal, po poti, po kateri smo danes prišli sem do Vodnjaka, je potekala trasa ozkotirne železnice, ki je bila zgrajena leta 1892 in potem po 70 letih delovanja ukinjena in porušena leta 1962. Prav tako smo pred 4 leti ob dnevu zemlje, ob poti, ki vodi do centra Cero, posadili 100 češnjevih dreves in nekako simbolično opozorili na pomen narave, njene danosti in ohranitev drevesa. Dr. Trstenjak je nekoč zapisal, da je za ohranjene narave, za nauk o ohranjanju narave pomembno, da črpamo vse naravne vire iz našega gozda, skladnost harmonije gozda in narave. Kaj z drugimi besedami pomeni, da narava v vsej svoji veličini nam predpisuje neke zakonitosti življenja, neka pravila, ki tukaj veljajo. Dejansko pa zadnja leta zelo veliko govorimo o ohranjanju narave, o varovanju naravnih virov in nekako zavesti vsi skupaj ugotavljamo, da se na tem področju prav malo zgodi. Tukaj v vasi Prežigal je pa dejansko konkreten projekt, konkreten zelo velik korak za ohranitev vodnega vira, za ohranitev hrastovega gozda, ki je v naši neposrednji bližini. V vasi Prežigal smo dejansko o ideji učne poti, načrtovanje ideji učne poti, ki je temeljila, lahko rečemo, na eni zakonitosti, dejstvu, da je za kvalitetno življenje pomembno, da poznamo naravo, njene zakonitosti in danosti. Heliosov sklad sta leta 1998 ustanovila poslovni sistem Helios in Ministrstvo za okolje in prostor. S pomočjo svojih in sredstev Heliosovega sklada je 56 slovenskih občin doslej obnovilo že 63 krajevnih vodnjakov, korit, izvirov, mlak in drugih oblik vodnih zajetij. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsi tukaj zbrani, vsem skupaj prav lep pozdrav v mojem imenu in v imenu poslovnega sistema Helios. Voda, vir življenja. Kaj pa Helios ima tukaj zraven? V Heliosu nam voda pomeni naš poslovni in pa razvojni izziv. In sicer že pred mnogo desetletji so v našem razvoju poskušali narediti barve na vodni osnovi. Vsi so mislili, da je to nemogoče, vse skupaj je izgledalo zelo neverjemljivo, vendar v letu 1991 je uspelo razviti izdelke do te mere, da jih lahko tržimo. Ko smo pričeli s trženjem barov, smo bili zelo ponosni, prvi v Sloveniji, daleč pred Evropo, vendar žal rezultati tega niso pokazali. Ljudje so bili navajeni barv na vodnih topilih, ki so dobre in dajajo dolgotrajno zaščito, zaradi tega nekako niso bili rezultati takšni, kot smo jih mi pričakovali. Potem smo razmišljali, da bi poleg tega, da barve tržimo, naredili še nekaj več, nekaj, kar bi pripomoglo kakovosti našega življenja. In tako se je porodila ideja, da ustanovimo Heliosov ekološki sklad, sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda. K sodelovanju smo povabili še Ministrstvo za okolje in prostor in podpisali partnersko pogodbo. Naloga ministrstva je, da nam nudi svojo strokovno pomoč, kajti mi tega znanja nimamo. Naša naloga pa je, da zbiramo finančna sredstva, ki jih seveda namenjamo od prodaje Heliosovih okolju prijaznih izdelkov. Do vsakega litra 0,25 evra. Glavna naloga tega sklada je vsekakor osveščanje o pomembnosti hranjenja okolja in pa seveda tega naravnega vira vode. Rezultati danes, z današnjim dnem, kot ste že slišali, 63. vodnjak, na te rezultate smo mi zelo ponosni. S postavitvijo vodne učne poti Prežigal in obnovljenim vaškim vodnjakom je kraj dobil nove možnosti za razvoj izobraževalnega turizma, za varovanje okolja in varovanje naravne in kulturne dediščine.